bi vedel, da sem posebej poudaril, da za vsako našo odločitev, tudi samo osebno, za vsako stvar, za katero sem glasoval v državnem zboru, sprejemam polno odgovornost pred javnostjo in predvsem institucijami. In da to pa seveda dosledno pričakujem tudi od vseh drugih. Tako da v tem delu, da njegova razprava najmanj je primerna, da ne reče še kaj drugega. Sam sem se sprašoval, grem na to sejo ali ne, in v soboto se jo predvsem zato nisem udeležil, ker se jo po moji oceni ni udeležil glavni akter koncentracije kapitala v tem mandatu. V tem mandatu. Seveda jaz ne želim trditi, da koncentracije kapitala ni bilo tudi v prejšnjih mandatih, seveda, da je bila. Kratno se je pri rdečih in pri črnih. Jaz sem že zadnjič povedal, da če v gorah rečete fašisti ali pa komunisti, je odmev isti. Kar se tiče dialoga med gospodom Ropom in gospodom Jankovičem, ne vem, zakaj on pravi, da smo do njega želili nasprotno. Jaz sem mu neskončno hvaležen. To je bil trenutek, ko se je za hip razgalil mehanizem tega vseobsegajočega političnega kadrovanja. Ta primer, ko je gospod Rop vpil na gospoda Jankoviča, zapomni si, jaz sem te postavil, politika te je nastavila. To je eden najbolj transparentnih trenutkov v zgodovini slovenske tranzicije. In opozicija je leta 2006 šla nasproti pri zakonu o prevzemih in smo ravno na to, če ne vi danes govorite, opozarjali, da je treba zakon o prevzemih spremeniti v tej smeri. In ste koalicija v tem državnem zboru 2 leti nazaj to zavrnila. Niste hoteli slišati argumenta, da se lahko zgodi o tem, če ne zdaj govorite, da bojo seveda v teh podjetjih zastavljali delnice ciljnih podjetij za garancije pri najemanju kredita. In tega niste hoteli sprejeti. Vse te zgodbe, vse te glave, o katerih smo že enkrat danes govorili, imajo zraven nalepko SD, LDS in tako naprej. Gospod Šrot sem povedal, medijska koncentracija, kapitalska koncentracija, blagovna znamka SD. Se pravi, mi smo torej v tem obdobju vse to počeli zato, da bi vaši ljudje postali mega kapitalisti oziroma oligarhi. Jaz se strinjam, da je prejšnja oblast naredila ogromno škode za delavce in za državljane in državljanke. Več, kot jih je naredila ta oblast, veliko več. Ampak čudi me pa, zakaj niti eden od teh tako imenovanih velikih kriminalcev ne sedi. Zapor v Kopru je še vedno prazen. Nov zapor s pogledom na morje, da imamo temo, kot je prazen, sam nema. Dajmo ga napolniti. Se vendar vemo, kdo so te nosilci teh kaznivih dejanj.